Pozdravljeni! Danes pripravljamo eno prav posebno stvar, ki ste jo nekateri lahko že videli, namreč gre se za hiško za šalčke. In sicer to sva pripravila že za praznično revijo Preprosto, takole je izgledal prispevek. In veliko od vas je bilo čisto navdušeno nad to idejo in nad najino izvedbo. V reviji sva seveda probala čim bolj podrobno napisati postopek, ampak meni se je pol zdelo, glede na to, da je tu taka vroča roba, zakaj ne bi imela pripravila še en video, ki bo še bolj podroben in upam, da bo čim več vas opogumilo, da hiško za šalčke pripravite tudi sami. Zdajle grem do Klemna, ker ravno zbira primeren les in pa se bomo kar lotili. Ne bom pa tako tanko kukal, jaz zdaj že vidim, da je... Gledam. 16. Da je ne 3-4 centi. Začne se s skiciranjem. Prvo skico, ki še niti ti ni jasno, kaj boš delal, lahko kar takole na en brusni papir narediš, tako da je za silo, pol greš pa že na ta prav papir, ko enkrat stvari postanejo resne. In tu je ta resna skica, jo bo Klara pokazala, ni glih. Ko so zunanje dimenzije jasne, v mojem primeru je tu 60x70, se odločimo, koliko šalčk, koliko prostorčkov za šalce bomo naredili. Lahko naredite, da čisto vsak prostorček zapolnite s šalčko, lahko pa pustite kakšen prostor tudi prazen. Na tej točki se pa odločite, ali želite simetričen ali asimetričen poličnik. Pri izbiri lesa pa vam pustim čisto proste roke, zato ker res ni pri policiji tako zelo važno, kaj je. Mogoče edin kakšen zelo mehek les ne priporočam, kot je na primer smreka. Kaj pa jaz preferiram osebno, je pa hrast, oreh. Glede količine lesa je pa tako, da jaz si vse poličke narišem v dvodimenzionalnem prostoru na papir. Teorije je konc, zdaj se grem pa prevleči in gremo na prakso. Evo jih. No, to je zdaj les, ki ga bomo uporabili. Zdaj pa moramo na vsakmu označiti dimenzije police in izrezati ven polico. Zdaj poličke, če hočemo jih tako skupaj sestaviti, ena preko druge, je treba narediti vsako utorčke v obe in potem se ta dva utorčka skupaj združita in bo taka mreža poličk prišla. Gremo delati utorčke. 16 plus 7 ni 22. Nov dan, nova delavnica. Jaz imam rad stvari zaobljene, tako da po tej polički bomo vse te ostre robove zgladili, odrezali pa zgladili. Ni pa mus. Ni pa mus. Stilu, ne? Parkside praviš? Ja. Ne snemamo mi za Parkside? Ja, snemamo za Parkside, snemamo, ja, tlele. Ko smo pa vsi Parkside. Vse imamo vse Parkside, to je Parkside, tam je Parkside, nove mašinice imamo, vse imamo Parkside. Ta čas, ko je snemalka bila na malci, sem pa jaz dokončal z poličke po obliki, torej da so utorčki, ki smo jih že imeli, zdaj je pa še zaobljeno in tudi zbrušeno. Povejte, kako je bilo tako. Zdaj je na vrsti barvanje. V mojem primeru bom jaz sem naoljil poličke in s tem poudaril barvo lesa, lahko pa odločite se za kakršenkoli drug premaz, ki vam pač ustreza. Rišemo
pravi, čist malo nižji daš. Jaz bi dala mogoče malo nižji. YouTube. Se lahko delate kot presenečen. Sej, kaj pa misliš? Se pravi, sredina je, višina za šalico pa tudi je. Tako. Tam imaš sveder. Ha, to je že prav tako. Polica je pričvrščena, pričvrstili smo jo z nevidnimi vijaki, da se skrijejo v steno, tako da nikjer ne vidite nobenih nosilcev. Evo, polička za šalčke, oziroma jaz rada rečem hiška za šalčke, lahko napišete spodaj v komentar, kateri izraz se vam zdi bolj prisrčen, je namontirana in hkrati tudi se je mami zelo potrudila včeraj in gor je dala vse svoje najljubše skodelice, malo podekorirala tale prostorček. Moje mami žal v videu ne bo, ker ona je veliko bolj skrivnosten človek, kot sem jaz, ki skačem pred kamero z največjim veseljem. Ampak kakorkoli, napišite spodaj v komentar, kako se vam zdi. Kot vidite, ima tudi ona ful lepo kolekcijo šalčk, pa tu jaz sem po mojem 1/20 vsega tega, kar ima. In zato sva v bistvu tudi njej ponudila, da ji to izdelava, oziroma da ji Klemen to izdela. Lepo se imejte in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!